Lep pozdrav, Mira Milavec. Oglašate se nam v živo prek Zooma iz Kijeva. Hvala, da ste si vzeli ta čas. Iz kje se pravzaprav oglašate? Kakšne so trenutne razmere v Kijevu? Hvala in lep pozdrav tudi vsem vam v Slovenijo. Res je, nahajam se v Kijevu. Trenutno oziroma pred pol ure so pri nas zvonile sirene, tako da smo se mogli umakniti v zaklonišče in se nahajamo v bistvu v sami stavbi Caritas Spes Ukrajina, v zaklonišču, ker pač čakamo, upamo, da ne bodo napadi in čakamo, da se sirene ponovno oglasijo, da se lahko vrnemo na svoje mesto. Ja, zaenkrat povezave delajo in upamo, da bo tako tudi do konca najinega pogovora. Mira, kakšne so trenutne razmere v Kijevu? Še nekaj dni oziroma tik pred prvo obletnico napadov na Ukrajino. Po vsem, kar slišite, po vsem, kar doživljate tako osebno kot preko zgodb vsem ljudem, ki jih pomagate, je za vas bolj obremenjujoča psihična ali fizična utrujenost? Tako je, zdaj razmere v Kijevu, bi rekla, če ne bi bili sedaj v zaklonišču, da so bolj manj stabilne, ker res moram reči, da zadnje dni na sirene niso v bistvu prisilili, da smo šli v zaklonišča, ampak danes smo vedeli, ker pač se bližamo temu 24. februarju in lahko pričakujemo, da bo te dni več napadov, lahko pričakujemo karkoli, tudi mogoče ponovitev to, kar se je zgodilo pred letom. Je pa res, da v zadnjem času, recimo zadnje 4 mesece, smo tudi živeli v pomanjkanju z elektriko, kar pomeni posledično tudi brez kurjave, brez vode. Sedaj zadnji teden, dva, pa moram reči, da je to kar nekako stabilizirano, mogoče tudi zahvala tomu, da v bistvu te rakete niso uničile toliko elektroinfrastrukture. Kar se tiče pa, kako mi doživljamo, moram povedati, da v bistvu vemo, da situacija, v katero živiš med vojni, ni normalna za, bi rekla, običajnega človeka, tako da ne glede na to, da se zdi, da nekako naše življenje gre naprej, gremo v službo, tudi vidiš ljudi, kako se v bistvu, bi rekel, nekdo bi rekel, ko vidi, da v bistvu, bi rekel, da ni vojne, no? Razen tega, da v bistvu, ko so napadi. Ampak podzavestno smo v bistvu vsi v temu, če ne drugega, vsak Ukrajinec ima, če ne vsak, mogoče vsak drugi, nekoga, ki je na bojišču, koga, ki v bistvu je pod nenehnimi obstrelami, mislim, pod bombnimi napadami, mogoče nekoga, ki na eden ali drugačen način trpi, tako da so vsi z mislimi, življenjem, bi rekla, in delajo vse za te ljudi, tako da to trpljenje je, tudi jaz vidim, ne glede na to, da mogoče jaz nimam svojih najbližjih, bi rekla, v taki situaciji, ampak koliko zgodb slišim, koliko ljudi, koliko mojih sodelavcev, ki so v kontaktu s temi ljudmi, in to vidim, da ti pušča določene sledi. Tako da lahko rečem, da to trpljenje je in na to trpljenje se ni mogoče navaditi. Pa se vi odpravite ven na ulice Kijeva tudi, je toliko varno, da greste tudi ven? Jaz v bistvu se normalno pogibujem po celem mestu, kakor sem se pred vojno, kar je edina razlika, da v nas je v bistvu policajska ura, ni mogoče recimo izstopiti iz svojega stanovanja od 11. ure zvečer do zjutraj do 5. ure, tako da v bistvu v tem času ne deluje nobeden transport, tudi ulice vidiš so prazne, ko pogledaš skozi okno. Recimo jaz se v bistvu prevažam po mestu z podzemno železnico, podzemna železnica se ustavi že 9. uri zvečer, da bi recimo te večerne ure so mogoče bolj, rekel, ni to stvarno, ker se ne ve, kakšni ljudje se v bistvu, kakšni ljudje lahko srečaš, je pa res, da sedaj po enem letu je to dosti bolj varno, kakor pa recimo smo videli, ko so v aprilu mesece ruski vojaki zapustili, bi rekel, samo kijevsko regijo, tiskrat vem pa, da niso odporočili, da se vračamo še, ker je pač bilo dosti nevarno.
Omenili ste, da je veliko bolj vse skupaj stabilno, kar se tiče ogrevanja in tudi elektrooskrbe. Bilo je precej drugače še, pravite, 2 tedna nazaj. Še vedno je tudi zima seveda pri vas prisotna. Kako se torej spopadate oziroma ste se spopadali sploh takrat, ko ni bilo ogrevanja? Kako ste se takrat spopadali vi in pa seveda Kijevčani in Ukrajinci s tem? Tako je, zdaj sem omenila, da mi imamo ta teden tako situacijo, ampak to ne pomeni, da jutri bo drugače. Res je, od tega sredine oktobra smo bili v bistvu v pomanjkanju z elektriko. Seveda, če ni elektrike, ni tudi vode, ni tudi ogrevanja. Moram povedati, da se je bilo potrebno kar dobro obleči, ko si bil doma, zato ker vseeno smo imeli nekatere ure, ampak v bistvu sam sistem je deloval tako, da smo dobili urnik in smo vedeli, kdaj bo in kdaj ne bo elektrika. In običajno je bilo tako, 4 ure smo imeli elektriko, 4 ure nismo imeli, ampak ni vedno to držalo. Ko so bili v bistvu različni napadi, smo bili tudi recimo po 3 dni brez. In si lahko predstavljati, hvala Bogu, ni bilo recimo zime, kot naj bila v Kijevu, tam tudi -20 stopinj, več dni. Tako da jaz se moram povedati odkrito, veliko krat molila, da ne bo take zime. In res mogoče je bilo tam -8, -10 nekatere dni. In tiskrat se je čutilo, da je v bistvu zima. Jaz živim v enem stanovanju, ki je dosti, bi rekla, toplo. Ne vem pa, kako so ljudje živeli, kateri imajo poškodovane hiše iz vojne situacije. Tako da to si bolj težko predstavljam, ampak zato smo potem tudi tem ljudem pomagali na različne načine. Ampak moram povedati, da ni nič prijetno, recimo, živeti tako. Ja, to je tudi en vidik trpljenja, ki ga prinaša vojna, pa seveda ima trpljenje mnogo obrazov. Kaj pa ljudje na splošno mislijo, kdaj se bo vojna pravzaprav lahko končala? Ali kdaj recimo v pogovoru z vami tudi rečejo, da je Bog na nek način pozabil nanje? To je zelo težko reči, zato ker so pač različne situacije. Sem lahko en trenutek. Se upravičujem, malo glasno tukaj. Tako da, to je zelo težko reči, zato ker so pač, nekdo ti pove, da bo čez 2 meseca, nekdo reče, se upajo, da bo do konec leta. Ampak mislim, glede na to, kako se vse odvija, je to zelo težko reči, kdaj. Res pa je, da mogoče ljudje tukaj bolj živijo, da bi se, ne vem, Ukrajinci pač tako rečejo, zdaj kako vsak lahko razume, živijo za to zmago, da bi v bistvu resnično tukaj zmagala pravičnost, da bi lahko tukaj se videlo, kdo ima kakšno vlogo pri temu. Tako da tukaj je v bistvu zelo težko reči. Ampak vsekakor nisem še srečala človeka, da ne bi rekel, da si želi, da bi se to čim prej končalo. Nam lahko, Mira, opišete v nekaj stavkih, kako je videti vaš običajen dan v neobičajnem okolju in okoliščinah? Kdaj, denimo, zjutraj vstajate, kdaj se odpravljate k počitku, ker vemo, da najbrž da stiske, klici, vse to je non-stop, če lahko temu tako rečemo. Ni ure, ko človek ne bi mogel ali ne bi pomagal. Tako je, res je tako. Zdaj moram tudi reči, da smo se mi tako malo ustalili, v bistvu bi rekla, nekako prišli na normalni način življenja, kot je bil predtem, kot sem pa prej omenila, že potem si vedno živiš podzavestno živiš v tej situaciji. Kar se tiče na začetku vojne, je bilo to res, kot ste rekli, meni je bilo tudi zelo pomembno, da v bistvu sem si vedno rekla, bomo spali po vojni, ampak vidiš, da potem ni konca. Tako da takrat sem, ne vem, hodila spat v 3 po noči, vstajala ob 8, da sem čez dan v bistvu pomagali ljudem evakuirati v bistvu različne situacije, zvečer pa potem v bistvu delala na projektih. Sedaj pa, hvala Bogu, ker vidiš, da človek več kot par mesecev ne more tako zdržati. Tako da sedaj se vedno trudim dan začeti sveto mašo. Tako da zjutraj, vem, ob 7 zapustim dom in grem z podzemno železnico, seveda, če ni siren, ker če so v bistvu sirene, potem ne deluje, ker na našem delu mesta je v bistvu gre po terenu
Tako da to mi tudi veliko pomaga ta dan preživeti, bi rekla, bolj v notranjem miru, ker ne glede na to, da živiš v taki situaciji, slišiš tako veliko, bi rekel, težkih situacij, nasilja in vidim, da nismo nekako vajeni sprejeti, da je kaj takega možno in da ti recimo, da človeku to povzročajo, tako da vidim, da je zelo pomembno nekako se že zjutraj, bi rekel, naravnati na to, bi rekel, tako nivo, da nekako sprejmeš to z božjimi očmi. Tako da potem nas delovni dan začne od 9 do 6 ure, tako da se v bistvu nahajam samo v centru mesta. In zvečer, pa, kot sem omenila, sem tudi član Marijinega dela, tako da veliko ljudi potem pomaga tudi preko naše organizacije, preko naše skupnosti in seveda potem začnejo druge organizacije srečanj, kako pomagati ljudem, ker je mogoče ne vedno Karitas lahko pomaga, tako da so potem veliko krasnih zgodb tudi tam in veselja, ko uspeš pomagati kakšnemu, tako da nekako tako. Grem pa v bistvu k počitku bolj pozno. Ja, seveda, pomoč je vsekakor vedno potrebna. Pravite, ja, da pomagate tudi prek Caritas Space Ukrajina, ne, pri blaženju teh vsakodnevnih stisk. Česa pa trenutno najbolj primanjkuje in katera pomoč je najbolj učinkovita? Tako je, trenutno, jaz v bistvu sem tukaj zaposlena že 1 leto, Caritas Space Ukrajina, tako da mi trenutno pomagamo, se trudimo pomagati v bistvu tem ljudem, ker se nahajajo na samem vzhodu države, ker vidimo, tam je največja potreba. To ne pomeni, da v drugih delih ni potreba, ker je veliko tudi notranjo preseljenih ljudi, veliko ljudi, bi rekel, starejših ljudi, ki tudi potrebujejo pomoč, ker sama situacija, v kateri se nahajamo, je povzročila veliko težav, zato ker so tudi v bistvu same cene so se v bistvu povečale v trgovinah, da ljudje s to majhno penzijo si ne morejo v bistvu privoščiti to, kar so si lahko predtem, ampak kot sem rekla, se trudimo v bistvu v teh regijah, kot je Harkiv, posebej v območjih, kjer so bile osvobojene, da moramo povedati, je velika potreba, tako da, ker so zdaj bili v bistvu bolj hladni dnevi, kot sem že prej omenila, glede same pomanjkanja elektrike, v teh delih tudi nimajo elektrike, smo pomagali z nakupom peči na drva, z različnimi načini, kako jim pomagati, da bi se lahko ljudje ogreli, da bi imeli lahko svetlobo in seveda vedno pomagamo v bistvu s humanitarno pomočjo, ki je že stabilizirana. Drugo pa tudi, kar sedaj opažamo, je v bistvu ta pomoč, psihološka pomoč, ker ljudje ki živijo že 1 leto v vojni, vidim, da je zelo pomembna ta podpora, tako da se trudimo tudi sedaj v bistvu spostaviti tudi ta del pomoči. Potem pa mogoče še poudarim, da smo v velikih mestih tudi odprli take točke, kjer se ljudje lahko pridejo pogreti, kjer lahko svoje mobilne telefone v bistvu si svoje telefone, potem lahko dobijo topel obrok in vidimo, tam je veliko ljudi prihaja v te centre. Ja, omenili ste torej, seveda pomagate na različne načine skozi materialne dobrine, potrebščine, omenili pa ste zelo pomemben vidik, torej ta psihološka podpora in pomoč. Tudi vi nudite to strokovno pomoč v okviru vaših organizacij, v okviru katerih delujete in najbrž, da se bo tu s časom pokazala, ne, pa še ta večja potreba, ker bodo ljudje sproti, ko predelujejo, se še pokaže, kako ranjeni so v bistvu s to vojno. Tako je, mogoče v medijih se tega veliko ne sliši, ampak mi vidimo, kakšne težave so v samih družinah. Moški je v vojni, žena je ostala sama z otroki, koliko je ločitev, koliko je trpljenja, res ogromno in vidimo, da ne moramo v bistvu stati, v bistvu, da sprejmemo to, da je tako, ampak da treba tudi tukaj pomagati. Tako da imamo v naših centrih že psihološko pomoč, ampak tudi ta pomoč mora biti strokovna, mora biti v bistvu
v bistvu gledati na to situacijo, v katero sedaj živimo. In tudi sami psihologi niso pripravljeni vedno, bi rekla, strokovno na tem področju, tako da si pomagamo tudi sedaj z našimi sosedi iz Hrvaške, kjer imajo to izkušenost in smo se že nekajkrat srečali in tako da upamo, da razvijemo tudi model, katerega treba čim prej vzpostaviti v Ukrajini, da ne bo prepozno. In tudi imamo recimo tako možnost z drugimi državami, kot je Sirija recimo, kjer nam lahko tudi oni, v bistvu imamo ta teden en sestanek, kjer nam bojo povedali, kako so oni začeli in njihovo izkušenost, da v bistvu doživeti v bistvu, da lahko vidimo, kako pomagati tem ljudem. Kako pa vi, Mira, prenašate vse to, tudi za vas psihološko breme, ko poslušate in slišite vse te zgodbe, ali se kdaj vprašate, zakaj pravzaprav še vztrajam v Kijevu, zakaj še vztrajam v tej sredini? Čutite to božjo bližino, to božjo moč v sebi? Najbrž črpate tudi iz tega, ko pravite, da recimo dan začnete z mašo in tako naprej. Tako je, ja, da v bistvu moram reči, da po eni strani je to zelo težko zame sprejeti samo dejstvo, ker nekaj takega si nisem mislila, da je človek zmožen kaj takega danes početi, posebej, kar se tika tega nasilja, to, kar smo videli, kakšno nasilje je bilo nad ženskami, nad otroki, nad starejšimi ljudmi. In to moram povedati, še danes mi je težko sprejeti. Tako da tukaj moram veliko delati sama nad seboj, da nekako, ne vem, bi rekla, da pride do moje glave, da je to resnično. No? Nekako ne želiš sprejeti, da to se resnično dogaja. Tako da vsekakor sem bolj da je to drugi način, drugi odnos s Bogom, katerega nisem bila prej vajena, mogoče. Ampak vidiš, da vsako obdobje v življenju ti da nove, ne vem, mogoče izzive. Tudi nisem nikoli v življenju mislila, da bom živela v vojni, čeprav se spomnim, ko je bila vojna v Sloveniji, sem imela 10 let in se spomnim, ko so bile sirene, ampak nekako tiskrat si vedel, da si blizu svojih staršev in da bojo oni poskrbeli zate. Zdaj pa vidiš, da si ti odgovoren mogoče tudi za tega drugega, ki je zraven tebe, da mu pomagaš, da smo res, ne vem, na varnem mestu, ker velikokrat vidim, da je tudi to izziv. Tako da v tem primeru moram povedati, tudi vidim veliko, ne vem, mogoče tudi čudežev, so taki majhni čudeži, katere se pogovarjam z ljudmi, kateri so na fronti, kolikokrat mi govorijo, glej, raketa ni eksplodirala, točno tam je preletela, kjer smo bili mi. In to resnično verjamem, da tudi molitev vseh, no, in v bistvu samo življenje, ki ga v bistvu darujejo v tej situaciji, pomaga tudi na takih majhnih čudežih. Ali pa recimo, ne vem, cerkovna, ko je bila sveta maša na polnočnico v mestu Mikolajev, recimo so 2 raketi, točno do cerkve preletela, ampak niti ena ne eksplodirala. In ti resnično vidiš tudi prek teh zunanjih dejavnikov ali zunanjih stvari, da Bog je s tabo. Ampak moramo povedati tudi resnično v sebi in tudi našo samo vzdušje med nami, vidim, da je veliko, bi rekla, ja, da si pomagamo med sabo v solidarnosti in to vidiš, da je Bog prisoten tam, kjer smo. Ja, ta majhna pa hkrati velika božja znamenja, ki dajo neko znamenje upanja najbrž vsem Ukrajincem, da se bodo zadeve enkrat v prihodnje postavili na svoje mesto. Tako da jaz mislim, da treba začeti že danes graditi ta mir, katerega v bistvu želimo vsi, ampak to pomeni mir s tistim, ki je zraven mene, ker vidim, da je velikokrat težko, ne vedno smo istega mnenja vse, ampak točno to je ta moj del, katerega lahko dam sedaj in seveda v bodočnosti, da bo v bistvu ta mir tudi med vsemi nami. Kako vam lahko pomagamo tudi mi, ki vas spremljamo takole preko medijev in tudi takole preko, ki naj sedaj poslušajo, na kakšen način poleg molitve vas še lahko podpiramo in vam pomagamo? Ja, jaz bi v prvi vrsti res se zahvalila za vse te molitve, ker vidim, koliko tega je v Sloveniji, spremljam različne skupine in res neverjetno, nekateri vztrajajo vsak dan v molitvi rožnega venca
in vidim, koliko je to pomembno. Po drugi strani pa vidim tudi molitev, ampak tudi te dejanja. Dejanja, ki so zelo pomembne, ker vemo, da molitev spodbuja človeka, da lahko potem tudi je ta podaljšana roka Boga, da se dotakne tih ljudi, ki so okrog. Tako da tudi tukaj vidim, da to deluje in sem res zelo, zelo hvaležna za to. Kar pa bi mogoče tudi vzpostavila je to, pravno to, kar sem govorila, koliko je tega nasilja sem videla, koliko sovraštva, terorja v bistvu, da je na nas, da mi pomagamo tudi pri vzgoji teh novih generacij, da se to ne dogaja že tam, kjer smo, v naših državah, naših mestah, naših vaseh, da v bistvu vzgajamo proti nasilju, proti sovraštvu, ker mislim, da je to edina garancija, da se v bistvu take situacije ne ponavljajo. In čeprav se nam zdi včasih, da je to samoumevno, da nam se ne more zgoditi, mislim, da je treba zelo veliko delati na tem, da v bistvu gradiš ta mir tam, kjer si. Tretja mogoče stvar pa, katero vidim tudi v Sloveniji in se želim zahvaliti Slovenci, je ta solidarnost. To je tudi ena izmed zelo pomembnih dejstev v sami vojni. Solidarnost ti pomaga, da greš naprej, ti pomaga, da pomagaš eden drugemu in zato sem v bistvu zelo ponosna na slovenski narod, koliko sem videla te pomoči iz takega majhne države, ki je prišla v Slovenijo, seveda prek slovenske Karitas, prek posameznikov, podjetij, prek ministrstva, res z ogromno različnih delov. In moram reči, za tako majhno državo, ki bi lahko bila ena regija v Ukrajini, no, je to res nekaj neverjetnega in to vidim tudi tako, bi rekla, hvaležnost od mojih sodelavcev, od ljudi, ki včasih si ne morejo predstavljati, da je nekaj takega sposobna, ampak res prav vidim to pomembnost, ko bi rekla, ne pomembnost, ampak mogoče tudi karakter Slovencev, ko se nekaj zgodi, prva stvar, v bistvu greš pomagati, daruješ, tako da zato sem zelo ponosna. Omenila sem na začetku, da smo vstopili in vstopamo v postni čas. Kaj boste vi na kak poseben način namovali s kakšno držo, čeprav se vem, že zdaj delujete v nenavadnih okoliščinah in tako naprej, v bistvu je na nek način postni čas, za vas in ljudi okoli vas že celo leto, kaj ne? Tako je, ja. Čeprav tudi sedaj, ko se začenja v bistvu post, sem videla tudi v naši cerkvi, spodbujajo kreste in molitvi za vse te ljudi, da se v bistvu darujemo, da lahko darujemo to molitev, da se postimo, da se odpovemo stvarem, ker vemo, da tudi ta način je zelo v bistvu dobrodošel, da se res spomniš na tih ljudi, ki mogoče bolj trpijo od tebe. Tako da tukaj vsekakor je zelo spodbujajo z različnih strani. Mi osebno v Karitasu pa tudi ta pozni čas začenjamo z križevim potom, ki ga organizujemo v petek, ko se v bistvu bomo petek, bi rekla, ko bo leto dni od začetka celo-ukrajinske vojne, kateri križev pot smo napisali mi sami sodelavci od Karitasu in tako da je tudi za nas, bi rekel, tak začetek tega postnega časa, da ga tudi tako preživimo. Tako je res skozi trpljenje, tako kot ga je Jezus, ne, na križu, tako tudi vi to trpljenje na drugačen način podoživljate sami na terenu. Morda še ena vaša zaključna misel za zaključek najinega pogovora. Preden zvečer zaspite ali pa tako čez dan, ko slišite zgodbe ljudi, ko pomagate ljudem v stiskah, kakšna je vaša prošnja Bogu? Kako se vi obračate na Boga, da pomaga tako vam kot vsem vašim okoli? Tako je, no, glede na to, da živimo v taki situaciji, vidiš, da kako je pomembno res po eni strani tudi fizično življenje in ko je ogroženo fizično življenje, si želiš resnično, da bi danes nekdo ne umrl, da bi danes nekdo
ne trpel. Tako da moram povedati tudi, kot ste omenili, no, velikokrat se spomnim na tih ljudi, ki najbolj trpijo, ki so v bistvu na vojnih območjih, mogoče v vlogi vojakov, zdravnikov, medicinskih sester in tudi samih ljudi, ki živijo v teh vaseh v mestah. Moram povedati, da osebno poznam teh ljudi, tako da je moja misel neprestano z njimi, tudi molitve neprestano, ker vemo, da za temi ljudmi so potem tudi družine na tej strani, tako da nekako to zadevo živimo skupaj. Tako da moram povedati, osebno ta molitev je in moja misel je z njimi. Po drugi strani se pa trudim tudi med mojimi sodelavci, ker vidim, da je veliki izziv v tej situaciji, vsi so že utrujeni, tako da biti ta, tora povezuje, ki išče poti, da se razumemo eden z drugim, ker vidim, da je to mogoče res moj doprinos, ki ga lahko prinesem v teh trenutkah. Tako da vidim, tudi to je način molitve, da nekako iščeš rešitve, v bistvu mogoče včasih tudi preproste, da lahko uspemo imeti tega Boga med nami. Ja, gospa Mira Milavec, najlepša hvala za vaš čas, za vaš trud, ki ga vlagate na terenu. Naj vas in vaše sodelavke in sodelavce pri vsem delu spremlja Božji blagoslov. Naj bo blagoslovljen tudi ta postni čas, ter vse dobro iz Slovenije v Kijev in upam, da ob naslednjem slišanju, da bodo tudi kakšne že bolj spodbudne informacije, da bodo korak bližje do konca te vojne morije in da orožje odloži tako ena kot druga stran. Hvala lepa. Hvala tudi vam, hvala vsem bralcem družine, vsem Slovencem za vašo bližino in tudi jaz vam pošiljam en lep pozdrav in smo v molitvi skupaj, da se ta mir, resnični mir, čim prej približa tudi ukrajinskemu narodu.